Dobar dan vsem skupaj in lep pozdrav. Jaz sem tak, ki sem to ustvaril. Najlepša zahvala pa gospodu Mlinarju, ki mi je zaupal to delo. S tem se dosti ukvarjam, od platna do reza, do fresk. Nekaj sem se učil, malo mi je pa Bog dal. Vse lep pozdrav in gasilcem, da ne bilo treba nositi ročnika, pa hidrantov odpirati, ne tako ostane, kot je. Lep pozdrav. Gospod Demšar, še malo počakajte, da vas jaz malo zaslišam. No. Povejte, kako je nastajala ta krasna slika, kje dobite ideje, skratka, tudi to je zanimivo verjetno. Z glave. Pa noč so mi zabliska, pa rem pa svinčnik vzamem, pa zabeležen. Veliko sem bil tudi v Avstriji, videl sem marsikaj, v Lapajna me je učil klesati, pa marsikaj v gradu na Vrhu po Bistru sem tudi nekaj delal z njim. Pa se ti pa ideja, maketa je pa kar traja en dober teden, da narediš risbo, označiš barve, vsak je drugačen. Projekt, kar se tiče pa prereza, pa filozofije, pa tiste šolske, to moraš pa imeti vse, ne moš vsak centimetr iskati. Če vidiš, točno je človek, točno je žival, ali kakoli, to, če ti ni dano, je brez veze matematično se ukvarjati. Matematika je pa zelo pomembna. Povejte mi, seveda ste prišel verjetno prej pogledati samo okolje, ta kozovc, ki ima seveda svojo zgodovinsko, da ne rečem, neprecenljivo vrednost tudi za tole našo domače okolje. Verjetno je to nastaja vse pri vas tako, ne? Najprej pogledati, pa... Oceniti, pogledati, oceniti, videti osebo, tudi oseba je zelo pomembna. Kakšna je do tebe, kakšen pristop, a ti verjamejo v to, da bo potem tudi lahko delati. To je vse povezano. Psihozo in okolje je pa zelo lep okolje in tudi ceste, tudi nekaj sem že naredil drugot, ampak to je en tak ambient, ki je polno prometa in je res lepo. Matjaž mi je povedal, da je to trajalo 3 dni, da vas enostavno ni bilo za spraviti, vi ste prišel, ne vem, dopoldne ste prišel in to je cel dan ste bil risal, delal, skratka ni vas bilo spraviti za stran. Se pravi, to je kar delo, ki ni nekdo pogleda, aha, to mačka narišeš, pa malo pobarvaš, pa to nastane, ni to tako, ne? To se mora že vse zgoditi doma, ko prideš, pa samo misli, pa tišina, pa se dela. Tako, en aplavz za gospoda Demšarja, resnično je treba podpirati tudi take ljudi v domačem kraju, tako pristne iz sebe in seveda želimo vam, da bi nas še s kakšno sliko, kakorkoli, zdaj tukaj so gasilci iz teh naših krajev in naj ponese tudi ta glas in morda se okoražijo pa rečejo, gospod Demšar bi morda tudi k nam prišel pogledati, pa morda nastane čist drugačen Florjan, ampak namen je pa tist važen, ne? Se pravi, da nas varuje in ščiti in skratka, da bi bilo čim manj tega, ampak brez tega pa pač ne gre, ne? Ja, oblikovno je vse res, vsaka slika ali karkoli je malo drugačna, ampak bistvo Florjana mora pa imeti, kar mu pripada, od zastave do meča, ali mičko se že spreminja v barvah, ampak realnost mora biti pa taka, kot je. Ta nima meča, ne? Ta ima v roki nekaj drugega. Ja, ta nima meča, ker gledajte si ga, ima pa določeni, imajo pa tudi meč. Risal sem ga že tudi z mečem ali pa sablo, ampak v modračni obliki, ne? Ja. Pa najbolj je pomemben ta križ, ne? Pač njegova zastava, to je breztenji nič, ne? Breztenji Florjana, ne? To so pomembni taki detalji zgodovinski in to je to. Še enkrat hvala lepa in seveda predajam že besedo gospe Karmen, ne? Še enkrat hvala gospodu Vinkotu in gospodu Danilu. Dragi gostje, za konec še enkrat hvala našemu gospodu župniku Jožefu Pojetu za blagoslov Florjanovega znamenja ter gasilcem prostovoljnega gasilskega društva Log, gospodinjam iz Loga in gospodu Matjažu Mlinarju za soorganizacijo in pripravo svečanega dogodka. Vabim vas, da ostanete še naprej v naši družbi, tudi v dobrotah, ki so jih pripravile gasilke gasilskega društva Log in gospodinje z Loga, ter ob žlahtni kapljici bara Mlinček,
Obenem pa nas bo z glasbo še naprej osrečeval gospod Danilo Lukan z domačim glasbenikom Blažem Judežem. Hvala.